Virus SARS-CoV-2, vse različice, ki jih poznamo do zdaj, pri otrocih večinoma povzročajo blag potek bolezni COVID-19. To pomeni, da so koristi cepljenja za otroke najmanjše. Se pa vseeno s cepljenjem lahko zaščitijo pred redkimi, a zelo neprijetnimi zapleti med prebolevanjem COVID-19 in po njem. Lahko je ta okužba čisto brez zapletov, pa potem pride po 4 tednih do vnetja srčne mišice, do tako imenovanega večorganskega vnetnega sindroma. So pa posledice, ki so lahko dolgotrajnejše v smislu utrujenosti, glavobolov, bolečin v prsnem košu ob naporih, te pa se lahko pri nekaj odstotkih najstnikov pojavijo. Cepivo zdravstveni delavci vbrizgajo v mišico in v njem je navodilo, zapis, rečemo mu informacijski RNA, kako naj nastane posebna beljakovina. Ko naše telo beljakovino prepozna kot tujo, se začne braniti. To na telesu čutimo kot stranske učinke cepljenja. Med njimi so povišana telesna temperatura, utrujenost, mrzlica, bolečina v mišicah in na mestu cepljenja. Predvsem pri fantih pride do vnetja srčne mišice, ki pa je zelo redka. Otroci ne potrebujejo zdravljenja in je v primerjavi, če prebolimo COVID, 6-krat manj pogosto, kot če dobimo COVID. Ko virus stopi v naše telo, to odgovori s protitelesi in spominskimi celicami. Virus torej uniči, še preden bi se razširil po telesu in povzročil, da zbolimo za COVID-19. Strokovnjaki cepljenje najbolj priporočajo predvsem otrokom s kroničnimi boleznimi, ki jemljajo kakšna zdravila, ki pogosto hodijo v bolnišnice, v zdravstvene ustanove. Seveda, če bi bili v družbi, kjer bi vsi odrasli se cepili, potem cepljenje otrok ne bi bilo tako nujno. In to ni obvezno, zanj se odločite sami oziroma skupaj z vašimi starši ali skrbniki, saj je do 15. leta starosti obvezna njihova pisna privolitev.